potekala seja za nadzor javnih financ brez kandidata za ministra za finance, dr. Dušana Mramorja, ki se je opravičil, ob tem je dejal, da je ob drugi priložnosti pripravljen priti na to komisijo. Tisto, kar je tudi pomembno, je, da so se opravičili vsi predstavniki oziroma člani Komisije za nadzor javnih financ strani koalicijskih strank, poleg tega tudi Alenka Bratušek in Luka Mesec. Tukaj je seveda sedaj vprašanje, ali ima opozicija dejansko večino v tej komisiji. Po predpisih, po poslovniku naj bi jo imela, vendar se tukaj postavlja dejansko vprašanje. Jaz mislim tukaj, da gre za nesprejemljivo dejanje. Nesprejemljivo dejanje, zato ker kandidat za ministra bi moral nastop pred organi državnega zbora vzeti kot absolutno prioriteto. Navsezadnje se je vedelo to, v katerem obdobju bodo zaslišanja že nekaj dni vnaprej. Poleg tega mislim, da bi morali tudi koalicijski poslanci priti na sejo. Opravičila so bila zelo enoznačna, predvsem zaradi tega, da se opravi razprava in da se navsezadnje tudi na simboličen način udejani tisto, kar je predsednik vlade Cerar v svojem nastopnem govoru nekako zagotavljal oziroma obljubljal. To je pač neko tvorno sodelovanje med opozicijo in koalicijo. To, da ne bo demokratičnega nadzora nad javnimi financami in da bodo te stranke delovali na takšen način, kot so začele, je prvovrstni škandal in seveda tudi napad na demokracijo. Javne finance so v današnjem trenutku prepomembne, navsezadnje so lahko tudi usodne, zaradi tega takšna obstrukcija komisije vsekakor ni primerna. Samo še to. Tukaj 230. člen poslovnika govori o tem, da naj bi se pred pristojnim odborom predstavil minister, če pa kakšen spor obstaja, pa o tem odloči predsednik državnega zbora. Na katero določbo poslovnika se vi sklicujete ob sklicu te seje? Kdo to sprašuje? Gašper Lubej, Jolpe Kaneta. Tukaj se sklicujemo prvič na pravilnik, ki ga ima Komisija za nadzor javnih financ. To je ena zadeva in druga zadeva oziroma postopkovni pravilnik in vsezadnje imamo tudi predpis, ki določa, da zainteresirana delovna telesa lahko pokličejo ministrov oziroma kandidate za ministrov oziroma lahko pač dajo na dnevni red temo, za katero mislijo, da je to potrebno. Mi nismo sklicali te seje kot matično delovno telo, ampak kot zainteresirano delovno telo. Navsezadnje javne finance in nadzor nad javnimi financami, pa mislim, da spada v področje ministra za finance in on je prvi, ki bi seveda moral predstaviti tudi nadzor nad javnimi financami. Lahko sem še eno vprašanje, glede na vašo izjavo, da se je gospod Mramor opravičil in da tudi ni bilo poslancev koalicije. Kaj vas je potem najbolj razburilo glede na izjavo, očitno bolj odsotnost poslancev? No, jaz ne bi tukaj delal nekega vrstnega reda, kaj me je bolj razburilo, ker navsezadnje delo v državnem zboru delam brez čim večjih razburjenj. Zakaj bi me morali karkoli razburjati? Pač to je delo in to je odnos koalicije in kandidata za ministra do Komisije za nadzor javnih financ. To simbolično že nekaj pomeni samo po sebi, ne glede na to, da se jaz razburjam ali ne. No, ampak verjetno je kolegica mislila, da na matični odbor je kandidat dolžan priti, kajti tam je resnično zaslišanje z glasovanjem. Verjetno pa na povabilo komisije, kjer se ne glasuje, pač pa zgolj seznani, pa verjetno ni toliko dolžan priti, ali vi pravite drugače, da bi moral priti, da je dolžan. Jaz mislim seveda, da
bi moral priti in tudi na tej komisiji se glasuje in se da seveda ta predlog odločitve matičnemu delovnemu telesu, s tem se seznani tudi državni zbor in seveda predsednika vlade, tako da tukaj tudi zainteresirana delovna telesa glasujejo. V koaliciji so nekako navedli, da to ni parlamentarna praksa. Imate vi drugačne izkušnje že torej z zaslišanjem kandidatov ministerskih strani zainteresiranih delovnih teles? Nekateri celo pravijo, da je to provokacija vaše stranke. Daleč od provokacije, mi smo želeli pač zagotoviti tvorno sodelovanje in nadzor nad javnimi financami. Verjamem pa, da dobivate številne sugestije, kaj naj bi se za tem skrivalo, vendar nič od tega ne skrbite. Tudi za provokacijo. Pa ste uspeli z gospodom Mramorjem dogovoriti čas, kdaj je na voljo, da bi se udeležil? Ali ste ga poklicali in dogovorili današnji? Glejte, jaz sem izdal vabilo, tako kot sem delal podpisal vabilo, tako kot sem to delal v dosedanji praksi. Drži pa, da, sprašujem, ker ste dolgo let že v državnem zboru. Nisem dolgo let, 3 leta. No, ampak vaša stranka, ne? Sprašujem zato, ker pravijo, da ni to parlamentarna praksa, pa nas zdaj čisto zares zanima, če imate drugačne izkušnje, da se je tako zaslišalo že. Vsekakor je parlamentarna praksa, da se je minister za finance odzval na vsako povabilo Komisije za nadzor javnih financ. Če se ni on udeležil seje, je seveda potem poslal takrat, ko je že imel ministrstvo in tako naprej, svojega namestnika. Jaz ne poznam v svoji parlamentarni praksi, da bi ministri ali drugi funkcionarji ne hodili na seje Komisije za nadzor javnih financ. Hvala.